Tokrat v občinskem informatorju. Pozor, kolesarji in motoristi na cesti, upoštevajte prometne predpise. V Dupleku končujejo večnamensko športno dvorano. Podium konferenca tokrat digitalizirana. Odprle so se knjižnice, pa tudi muzeji in galerije. V cerkvah ponovno verski obredi s prisotnostjo vernikov. Lepo pozdravljeni. Policisti opozarjajo, da je na cesti vse več motoristov in kolesarjev, zato so njim še posebej namenjena opozorila. Zaradi nedavne odprave splošne omejitve gibanja na občine pa je posledično tudi vse več udeležencev prometa na cesti. Zato policisti pozivajo prav vse k odgovornemu vedenju in upoštevanju cestno-prometnih pravil. Mesec maj je mesec, ki ga policisti posvečajo ozaveščanju o prometni varnosti kolesarjev, ki so med najranljivejšimi udeleženci v prometu. Zato morajo biti vozniki nanje še posebej pozorni, upoštevati pa tudi pravila prednosti. Mariborski policisti pa na splošnem ugotavljajo, da se je letos sicer zgodilo manj prometnih nesreč, a s hujšimi posledicami. Letos se je na cestah na območju policijske uprave Maribor v primerjavi z lanskim obdobjem zgodilo 14% manj prometnih nesreč. Vendar so te posledice hujše. Letos je v prometnih nesrečah umrlo 6 udeležencev, lani pa 4. 30% je sicer manj huje telesno poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah, pa tudi manj je lažje telesno poškodovanih udeležencev. Zaskrbljujoče je, da med temi 6 umrlimi v prometnih nesrečah sta tudi 2 voznika motornih koles. Lani v celotnem letu so bili 3, ki so umrli za posledicami prometnih nesreč, torej 3 vozniki motornih koles. Zaskrbljujoče pa je, da se vse bolj pojavlja alkohol kot primarni in sekundarni vzrok za prometne nesreče. Kar bi želel poudariti, je zaskrbljujoč tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. Teh je v prometnih nesrečah s smrtnim izidom kar 50%, torej med 6 povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom so bili kar 3 pod vplivom alkohola. V prometnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami je pa delež alkoholiziranih povzročiteljev tudi kar 30%, čeprav skupen delež alkoholiziranih povzročiteljev vseh prometnih nesreč je pa 9% in je primerljiv tudi z vsemi preteklimi leti. Posebno pozornost pa policisti posvečajo tudi voznikom enoslednih motornih vozil, torej motoristov in voznikov mopedov. Ti lepi dnevi na ceste privabili vse več voznikov enoslednih motornih vozil, torej voznikov motornih koles in voznikov mopedov. Zato velja opozoriti te voznike enoslednih motornih vozil, da preden sedejo na svoja vozila, poskrbijo za svojo psihofizično stanje, torej za svojo ustrezno kondicijsko pripravljenost, da ko vozijo hitrost vožnje prilagodijo stanju ceste, trenutnim prometnim razmeram, še pa posebej pa svojim motoričnim sposobnostim, ki vsekakor niso takšne, kot so bile lani med motoristično sezono. Pomembno je tudi, da med vožnjo z motornimi kolesi in z mopedi uporabljajo zaščitno opremo. In pa, ko vozijo ta svoja motorna vozila, ustrezno poskrbijo za svojo psihofizično stanje, torej da ne vozijo pod vplivom alkohola in pa da ne vozijo pod vplivom drog ali pa drugih psihoaktivnih snovi. Glede na to, da marca in aprila policisti niso mogli izvesti skupnih preventivnih akcij za motoriste, skušajo s poostrenim nadzorom in ozaveščanjem opominjati motoriste na varno vožnjo. Policisti smo ravno na podlagi te ocene prometno-varnostnih razmer, torej kot sem že povedal, 2 prometni nesreči s smrtnim izidom z udeležbo motoristov, poostrili nadzor cestnega prometa in ga bomo tudi v prihodnje. Te preventivne akcije, ki so bile v preteklih letih izvedene v zgodnjem pomladanskem času, bodo seveda izvedene, ampak nekoliko kasneje, takoj, ko bo to mogoče. Ob tem pa se je treba zavedati, da nihče od nas ni na cesti sam, zato moramo poskrbeti tako za svojo varnost, kot tudi varnost vseh drugih. Nenazadnje se nam konec meseca na pločnikih pridružijo ponovno tudi šolarji.
Gradnja večnamenske športne dvorane v Dupleku je v polnem teku. Kljub nekajtedenski izredni situaciji zaradi omejevanja epidemije COVID-19 namreč izvajajo dela. Če bo vse po sreči in ne bo večjih zastojev, bo do začetka novega šolskega leta dvorana tudi končana, pravi dupleški župan Mitja Horvat. Več pa v prispevku. Da se gradnja prepotrebne večnamenske športne dvorane izvaja brez večjih zapletov, je vesel župan Dupleka Mitja Horvat, ki izpostavlja, da so gradnjo prilagodili izredni situaciji zaradi zaustavljanja pohoda novega koronavirusa. Res je, v bistvu, zdaj je že pa kar nekaj videti in seveda se vsakim dnem veselimo dodatnega napredka. Kljub tem nenavadnim časom pravzaprav je ta gradnja stekla in teče sorazmerno brez nekih večjih zapletov. Prilagodili smo seveda takrat najhujših trenutkih varnosti in zdravju vseh izvajalcev. Drugače pa pravzaprav se že cela občina veseli te pridobitve. Gre za dolgoletne sanje o izgradnji večnamenske športne dvorane. V bistvu naši otroci jo potrebujejo vsi rekreativni in tudi profesionalni športniki v naši občini, vsekakor tudi vsi tisti, ki se že veselimo, da po sprostitvi vseh teh ukrepov, da bomo vendarle lahko imeli kar nekaj družabnih dogodkov v tej naši lepotici. Dvorana bo namenjena vsem, tako osnovni šoli kot tudi raznim športnim društvom, v njej pa bodo tudi kulturne prireditve. Gre za objekt, ki omogoča pravzaprav vse športne dejavnosti oziroma vse panoge športa v dvorani. Gre za igralno površino 20x40 z izletnimi conami, tako da gre za 3 vadbene prostore in nenazadnje nekaj, kar resnično občina za 7.000 prebivalci potrebuje. Investicija v celoten projekt gradnje večnamenske dvorane znaša nekaj čez 3 milijone evrov. Investicija v ta projekt znaša dobri 3 milijone oziroma 3 milijone in nekaj. Od tega sem vesel, da smo uspeli pridobiti tudi kar 1.300.000 sofinancerskih sredstev, glavnina 880.000 evrov gre iz tega vira, v bistvu iz naslova financiranja ekosklada. Gre za objekt, ki je energetsko varčen iz naravnih materialov, tako da smo uspeli doseči tudi tisto najvišjo stopnjo trenutno sofinanciranja. 480.000 dobrih bo sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport. Ostali delež seveda je pa na plečih proračuna oziroma na občini in jaz sem vesel, da smo uspeli kljub vsem tem drugim potrebam tudi zagotoviti sredstva za ta namen. Objekt, ki nastaja v osnovni šoli, bo imel 3 vadbene prostore, kar bo po besedah župana zadostovalo za potrebe tako osnovne šole kot tudi vse občine. Maribor bo gostil konferenco Podim, ki je v tokratni 40. izvedbi dogajanja predstavila povsem v novo digitalno dimenzijo. Gre za eno izmed najvplivnejših start-up in tehnoloških konferenc v Evropi, ki se je letos zaradi spremenjenih okoliščin transformirala v povsem digitalno in online izvedbo in je bila pred dnevi izbrana med 20 najboljših online start-up in tehnoloških konferenc v Evropi. Poglejmo podrobnosti. Ena izmed najvplivnejših start-up in tehnoloških konferenc se je letos zaradi spremenjenih okoliščin spremenila v povsem digitalno in online izvedbo, ki bo mnogim omogočala lažje sodelovanje tudi iz udobja domačega okolja. Vse bo potekalo virtualno na platformi, ki omogoča organizacijo tovrstnega velikega dogodka z vsemi elementi, torej predavanji, okroglimi mizami, mreženskimi aktivnostmi, delavnicami. Skratka, vse te elemente bomo omogočili in predstavili online, kar bo pomenilo seveda veliko dodano vrednost tudi seveda za udeležence. In kar nam je seveda omogočil ta online izvedba je, da pritegnemo tudi govorce, ki jih morda v taki klasični konferenci ne bi prepričali, da pridejo v Slovenijo. In letošnja zasedba govorcev je najboljša do sedaj. Imamo več kot 100 govorcev iz praktično celotnega sveta in vrhunske
strokovnjake, podjetnike iz San Francisca, Silicijeve doline, New Yorka, Londona, Amsterdama, skratka iz celotnega sveta. Namreč to, da nekdo sodeluje iz udobja svoje dnevne sobe, mu vzame 1 uro časa, vkolikor se mora predstaviti v Slovenijo, seveda dan pa pol ali pa 2 dni. In seveda to je ena velika priložnost. Seveda bomo na nek način morda prikrajšali za tisti človeško interakcijo, ki je seveda pomemben del dogodkov, in tudi zaradi tega si želimo seveda tudi dogodek drugo leto organizirati v živo, vkolikor bo to mogoče. Za spoznavanje in dialog bodo sodelujoči imeli letos več možnosti kot kadarkoli do sedaj. Program bo tako trajal med 18. in 20. majem od jutra do večera. V dopoldanskem delu bo program z evropskimi govorci, v popoldanskem pa vsi ostali. Pokrivali bodo ključne teme, pomembne za zagonska podjetja, kot tudi za uveljavljena podjetja, kot so rast, prodaja, procesi, teme, ki so v tem času zelo aktualne. Jaz verjamem, da je z tovrstno organizacijo pravzaprav bil storjen korak, kot smo se tudi prej pogovarjali, ki bi ga sicer v normalnih razmerah lahko pričakovali v nekaj letih, zdaj pravzaprav v mesecih, tednih ali celo 4 dnevi. Tako da mislim, da je zagotovo ogromno odprtih vprašanj, da pa bo zagotovo glede na program, glede na udeležence tudi zelo eminentna imena, ki bodo v tej digitalizirani obliki tudi imela priložnost sodelovati, res izjemen uspeh. Mislim, da je definicija IQ-ja tudi, kako nekdo zna odreagirati v neznani situaciji, in vi ste dokazali in odreagirali izjemno inteligentno in kreativno, in to je pot, ki jo seveda tudi na mestni občini podpiramo. Želimo si, da bi to mesto izkoristilo vse svoje naravne in razvojne potenciale, in cilj je, da bomo še bolj ponosno mesto, da se bomo lahko pohvalili z narejenimi stvarmi, in vem pa, da tudi s tem dogodkom danes skupaj obujamo, kažemo, da Maribor živi, se premika, ustvarjamo pozitiven trend, in se zahvaljujem ekipi Podima še enkrat in za vso preteklo delo in za delo v prihodnje, ker mislim, da je to prava stvar, če se vrnem k temu, da želimo rast prebivalstva in predvsem dvig dohodkov v regiji, ker samo to povezuje spet neko našo ekonomsko neodvisnost in zadovoljstvo v vsakdanjem življenju. Tako so tudi nekateri partnerji konference poudarili njen pomen za podjetnike oziroma zagonska podjetja. Naše osnovno poslanstvo po dejavnosti je seveda zagotavljanje prehrane. In torej ta industrija obstaja že tisočletja in se po sami vsebini ni spremenila. Ta industrija mora zagotavljati prehrano za svoje odjemalce. Spremenil se pa je v bistvu način pridelovanja tega, in če smo bili v zadnjih desetletjih ali pa stoletjih predvsem priča evoluciji tega, se mi zdi, da zadnjo desetletje ali pa zadnje leta smo soočeni z revolucijami, v bistvu, ki se dogajajo na področju prehrane. Eno je seveda, da se pojavljajo nove tehnologije, ki so res revolucionarne, ali v obliki robotizacije ali v obliki digitalizacije. V zadnjih letih pa dejansko vidimo tudi to, da se pojavljajo revolucije v smislu nadomestkov mesa, nadomestkov živalskih proteinov. Skratka, način prehrane se lahko spremeni. Definitivno vidimo to, da so že prvi poskusi in primeri pridelave hrane v laboratoriju, in seveda to revolucionarno lahko spreminja to industrijo. In mi seveda kot eno od večjih slovenskih prehranskih podjetij želimo biti sestavni del tega. Ni realno, da bi mi znotraj našega sistema inovirali do te mere, kot so to sposobni, torej kot je to sposobno to okolje startupov, zato želimo biti preprosto sestavni del tega. V času korona krize so se nekatera podjetja spopadala z izgubo, spet drugi pa so ta čas izkoristili za inovacije, premislek o nadaljnjem delu in prodajo svojih izdelkov le povečali. Mi smo tole krizo zajeli z veliko žlico. Na srečo naš poslovni model to dovoljuje. Trenutno smo v 7 državah in v roku 14 dni se širimo še na 2 nova teritorija, v Španijo in v Avstralijo. Zanimiva zadeva se je zgodila z enimi našimi brezplačnimi pobarvankami, ki smo jih začeli podeljevati v državah, kamor sploh ne bi pomislili, da bomo kdaj šli, in se je izkazalo zelo veliko zanimanje, kot je recimo Južna Amerika, kar se zdaj počasi kaže kot potencialni naslednji trg.
Tudi glede zaposlovanja se nismo ustrašili, ampak smo še bolj, rečemo temu, agresivno pristopili k iskanju strokovnih kadrov, ki jih bomo potrebovali takoj potem, ko bo te krize recimo konc, da se ne bomo potem vprašali, kaj bi pa zdaj delali, ampak da pridemo že čist močni in pripravljeni v to. Letošnje leto je leto produktov za nas, lansiramo veliko število novih knjig, komplementarnih produktov, eksperimentiramo in to je tisto, kar nas žene naprej. Zdaj se je veliko govorilo o hidraciji v tem času in to je seveda tudi pri nam pripomoglo pri prodaji. Absolutno se tako kot zmeraj fokusiramo na prodajo. V tem času smo se mogli učiti in naučiti prodajati na Amazonu. Na srečo smo še tik preden so se zaprle meje poslali večjo zalogo na Amazon, tako da se v bistvu trg, ki se je za nas distribucijsko zaprl Amerika, smo še zmeraj lahko na njem ohranjali dober nivo prodaje. Tako da smo se dobro spopadali z vsemi ovirami, ki nam je prinesel ta čas. Vmes smo se pa še fokusirali na oblikovanje oziroma na izdelavo novega izdelka, ki ga bomo predstavili septembra, tudi na področju zdravega življenja in se že veselimo, da bomo lahko tudi vam kaj več povedali o njem. Jaz sem v lanskem letu delala s 85 podjetji pri uvajanju procesa eksperimentiranja, ki jim bo pomagal, da bojo hitreje oziroma tudi bolj vzdržno rastli. In lahko delaš 1 na 1 s podjetji, veliko boljše pa je, če na podij pride 100 podjetij in se tam družijo z najboljšimi govorci, kar so bili po moji vednosti v zadnjih 3 letih v Evropi. Se pravi, koga imamo mi na podimu? Mi imamo Spotify, Facebook, Yelp, SoundCloud, to so strokovnjaki, ki si predstavljamo, koliko bi mogli plačati samo za letalske karte, da jih preletimo v Evropo. Letos pa, zahvaljujoč pogumni ekipi, fantastičnim zanosom, ki je bil pri sestavljanju te sekcije, jaz mislim, da smo sestavili enega iz najboljših panelov, kar so trenutno na evropskih konferencah. Govorci na novinarski konferenci so ocenili, da je uspeh organizacije podima v digitalizirani obliki veliko boljši stališča govorcev svetovnega formata, ki bodo lahko na podimu prisotni iz domače dnevne sobe. Prav tako pa bodo udeleženci lahko lažje spremljali predavanja in nasvete več kot 100 predavateljev. In zato se mi zdi, da pač podim ima sploh eno tako zelo dobro regijsko prezenco. Zanimivo je, da pač v Avstriji so pač dejansko zdaj ni nekaj takega podobnega eventa, tudi južno-vzhodno pač tudi ne. Tako da Podim ima v bistvu res eno šanso, da postane en tak centralen del tega podjetniškega ekosistema, kjer lahko v bistvu, rekel tako, smo malo bolj efektivni, imamo malo večji impact s tem, kar delamo. Na letošnji Podim DX konferenci, ki bo torej potekala med 18. in 20. majem, bo ob eminentnih imenih predavateljev častna govorka Margaret Vestager, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalizacijo. Po Sloveniji pa se v teh dneh odpirajo splošne knjižnice. Tudi Mariborska knjižnica s svojimi enotami je ena izmed njih. Bralci lahko vrnejo izposojene knjige in se sposodijo druge po vnaprej dogovorjenih terminih. Knjiga se v tem tednu vrača kar pri vhodu enot, brskanje po knjižnih policah pa zaenkrat ni. Na bibliobus, ki bo vozil po ustaljeni trasi, pa je zaenkrat možno vrniti gradivo. Več o načinu delovanja knjižnic pa v prispevku. Na drugačen način naročevanja in izbiranja ter oddajanja in sprejemanja knjig in drugega gradiva se v teh dneh bralci knjižnic še navajajo. Jaz sem zelo zadovoljna, da lahko grem spet v knjižnico, sicer to ni isto, kot je bilo prej, ampak vseeno se mi zdi fajn, da lahko knjige naročiš, se dogovoriš, ob kateri uri prideš in potem knjige dvigneš. Zelo hitro je šlo vse skupaj. Mariborska knjižnica, ki je sicer odprla svoja vrata, namreč zaradi preventivnih ukrepov trenutno še ne dovoli bralcem, da bi se sami sprehajali po knjižnici in brskali po knjižnih policah. Na Rotovškem trgu je knjižnica odprta ponedeljek, sredo, četrtek popoldan in torek in petek dopoldan in pa tudi v soboto po poletnem odpiralnem času. Vse zunanje enote pa smo tudi odprli po poletnem delovnem času, zato da bi ljudi čim manj zmedli, ker tudi te poletne delovne čase že poznajo. In druga stvar je, kar je važno povedati, da je ta trenutek možna samo brezstična izposoja, torej
bralci si lahko gradivo naročijo po telefonu ali pa, če imajo konkretno naročilo, torej da vedo naslov knjige avtorja, jim knjižničarji to tudi ob obisku knjižnice pripravijo in prinesejo. Gradivo lahko vrnejo v času, ko knjižnica dela. V naslednjem tednu pa bodo še sprostili način dela. Bralci bodo lahko že pri pultu naročili gradivo. Do nadaljnjega so še onemogočene prireditve v knjižnici, a pravljicam lahko prisluhnejo na spletni strani knjižnice. Objavili smo eno celo zbirko posnetih pravljic, ki so jih naši pravljičarji snemali z Radiem Maribor in so bile že predvajane ob sobotah v otroškem programu. To je vse zbrano zdaj na naši spletni strani in dostopno komurkoli. Tudi pri slovenskih dnevih knjige smo sodelovali na virtualni način. Žal pa so pač odpadle vse prireditve, dejavnosti, na katerih bi bilo omogočeno zbiranje ljudi. In tako ostaja tudi, vse kaže, še do septembra. Že marca pa so podaljšali rok izposoje knjig. Mi smo že takoj sredi marca podaljšali rok izposoje, zato da bi malo ublažili ta pritisk na knjižnico in seveda ta daljši rok izposoje še vedno traja. Vse zamudnine in vsi dolgovi so še vedno ustavljeni, razen pač bralci, ki imajo več kot 15 evrov dolga, morajo ta dolg poravnati, preden si lahko sposodijo novo gradivo. Zaenkrat je poravnava dolgov možna preko Kobis Moja knjižnica ali pa preko banke. Ko bo knjižnica začela pri pultu delovati, bo pa možno tudi plačevanje s karticami. Glede na razmere, ki obvladujejo delovanje knjižnic, pa se bodo še sproti odločali, kako sprostiti in normalizirati delovanje na ustaljen način. Med drugim pa je možno tudi vstopiti v muzeje in galerije, ki so v teh dneh odprli svoja vrata. Sprejemajo obiskovalce, ki pridejo posamično ali v skupini do 3 ljudi. Prav tako kot drugod je treba upoštevati preventivne ukrepe, imeti zaščitno, torej obrazno masko in se razkužiti roke. Po nekaterih muzejih in galerijah pa so tudi prilagodili vsebino razstav, tako da ne prihaja do stikov s predmeti. Te dni odpirajo vrata muzeji in galerije. Dovoljenje za ponovno odprtje so sicer dobili že prejšnji teden, vendar so nekateri muzeji še nekaj dni počakali, da so lahko vse pripravili. Na dan, ko bi naj bili muzeji odprti, smo dejansko potem prejeli navodila, kako in kaj se je potrebno pripraviti na sprejem delavcev in obiskovalcev. V našem muzeju, pa tudi v drugih muzejih, smo morali najprej temeljito razkužiti vse prostore, ki so sedaj mesec pa pol stali, in hkrati pripraviti tudi vso zaščitno opremo za delavce, pa razkužila in za obiskovalce in delavce, hkrati pa tudi fizične bariere, torej fizična zaščita za informatorje v muzejih. Tega dela je bilo kar precej, sploh glede na to, da so bili prazniki, smo imeli pač nekaj organizacijskih težav, vendar je sedaj, danes, torej s 5. majem, velika večina muzejev po Sloveniji odprla svoja vrata in pa galerij, razen tam, kjer je bilo to organizacijsko še nemogoče oziroma je ustanovitelj odločil drugače. Vem, da zadnji muzeji se bodo odpirali 18. maja na Mednarodni dan muzejev. Kar nekaj vprašanj in izzivov pa je pred muzeji in galerijami tudi zaradi predmetov na razstavah, ki od obiskovalcev zahtevajo interakcijo in dotikanje. Vse, kar je na razstavah takšnega, da se drugače obiskovalci lahko dotikajo, smo morali sedaj umakniti ali omogočiti, torej kakšnih touchscreenov in pa predmetov, ki se jih je možno dotikati. Obiskovalce seveda prosimo, da seboj prinesejo maske, tega muzeji na žalost v takšnih količinah nismo mogli dobiti, pa tudi nabava je pa, se vemo vsi, kar precej draga. Imamo pa na voljo razkužila, tako da, kar se tega tiče, obiskovalcem ni potrebno skrbeti. Se pa seveda vsi veselimo, da se obiskovalci vračajo, tudi pri nas smo že imeli danes prve obiske in upamo, da bo čim prej življenje kolikor toliko normalno in da bomo lahko začeli sprejemati tudi večje skupine. Zdaj namreč sprejmejo posameznike in skupine do 3 osebe. Večinoma pa imajo muzeji in galerije zdaj tudi prilagojene odpiralne čase.
Veliko število muzejev se je v začetku odločilo, da bodo imeli prost vstop, tudi pri nas je tako, zaradi tega, ker bi vpeljava brezstičnega načina plačevanja pomenila večje stroške, kot pa so naše vstopnine, kajti Slovenski muzej in galerije smo znani po tem, da imamo nadvse človeku prijazne nizke vstopnine. V Muzeju narodne osvoboditve Maribor si lahko zdaj ogledate več razstav. V našem muzeju je trenutno na ogled stalna razstava, torej Maribor v 20. stoletju, od industrije do druge svetovne vojne in vse vmes. Tik pred izolacijo oziroma karanteno smo odprli razstavo o hidroelektrarnah, torej o izgradnji hidroelektrarn na reki Dravi, ki je izredno zanimiva tudi za otroke in zelo interaktivna razstava. Zelo kratek čas je na ogled še razstava ob 220-letnici Univerzitetnega kliničnega centra oziroma bolnišnice v Mariboru, ki smo jo dali tudi online, ravno v čast vsem zdravstvenim delavcem, ki so v tem času tako delali in se trudili za nas. Bomo pa v zelo kratkem času odprli novo razstavo o povezanosti Tita in pa našega mesta, vendar bomo pripravili spletno otvoritev, torej ljudi na žalost ne bomo mogli povabiti in bomo pa seveda omogočili ogled razstave kasneje in pa tudi zagotovo bomo pripravili online vodstvo. Skoraj dvomesečno zaprtje vseh muzejev in galerij pa bo ob tem pustilo tudi finančne posledice. Mi smo v skupnosti muzejev Slovenije smo naredili eno anketo o stanju muzejev v času koronavirusa in smo ugotovili, da so že do 20. aprila muzeji izgubili približno 500 000 lastnih dohodkov, kar je ogromno. Tudi ne vemo še, kaj bo s financiranjem za letošnje leto strani ustanoviteljev in financerjev, torej strani države pa eventualno lokalnih skupnosti. Tako da imamo trenutno neka priporočila, da zelo skrbno ravnamo z denarjem, ker ne vemo, kaj bo. Hkrati pa je seveda mesec in pol zelo dolg čas za nas, pogrešamo že naše obiskovalce, je pa res, da so muzeji in galerije svoje delovanje preselili na splet. Izredno veliko vsebin je bilo od vodstev po razstavah, delavnic za otroke, učnih pripomočkov za učence in učitelje, pa tudi vzgojitelje v vrtcih, da so lahko recimo otroške delavnice pošiljali svojim otrokom. Zdaj pa torej po korakih spet odpirajo tudi fizična, ne samo virtualna vrata. Slovenska škofijska konferenca je odločila, da se v cerkvah lahko izvaja svete maše in druge bogoslužne obrede. Ogledali smo si, kako so v mariborski stolnici poskrbeli za varnostno razdaljo med verniki in upoštevanje drugih varnostnih ukrepov. Slišali pa smo tudi navodila za vernike. Poglejmo, kaj smo izvedeli. V slovenskih cerkvah se ponovno izvajajo verski obredi, začeli so s svetimi mašami, pa vendar so pri tem potrebni preventivni ukrepi, na prvem mestu zaščitne maske. Je malo drugače stati pri oltarju pa gledati prazne klopi. Zdaj sicer gledam v ljudi z maskami, ampak tudi gre. Ampak kot pravim, ljudje smo dejansko, se zavedamo neke odgovornosti in se prilagajamo v tej dani situaciji. Tisto, kar je pa najpomembnejše, je pa to, da tudi ta vidik našega duhovnega življenja ima svoje mesto, ki ni vidik odnosa do župnika, škofa ali kogarkoli, ampak res tisti moj osebni. V teh časih smo veliko ugotavljali, da smo si marsikaj nabavili od WC papirja in česa, ampak smo bolj ugotovili, da smo kot familija skupaj še zaradi česa drugega. Urnik svetih maš je v mariborski stolnici enak tistemu, ki so ga imeli pred epidemijo. Med tednom so jutranje maše ob 8 uri, večerne pa ob 7. V bistvu je čisto enak. Nič nismo spremenili. Razen recimo določene stvari, šmarnice za otroke, kar je bil dejansko najlepši del meseca maja, imamo zdaj preko naše Facebook strani, ker pač šmarnice so škofje nekako odsvetovali. Drugače pa ostale stvari potekajo normalno, bodo pa tudi vsaj v mesecu maju še nedeljski prenosi maš, ker so pa ljudje, za katere pa je prav, da še nekaj časa pazijo na sebe in skrbijo za to. Bomo pa recimo tudi zdaj, če se bo pokazalo, da bo kakšna nedeljska maša predvsem prevelika, imamo ogromno dvorišče,
tako da bomo šli na prosto, da bo malo več lufta, malo bolj varno pa, da si potem vsak lahko najde en tisti varni kotiček. Različni smo, nekaterim ni to takšen problem, je pa treba upoštevati ljudi, ki pa jih je strah, ki imajo določene rizičnosti in poskrbeti tudi za njih, ne, sej zaradi tega pa še nisi obsojen na popolno socialno nekompatibilnost z drugimi. Ne. V sami stolnici so prilagodili tudi stole in klopi, tako da je med verniki dovolj velika varnostna razdalja. Gotovo gre manj vernikov v cerkev, kot bi jih drugače, ampak med tednom tako ni problem. Mi smo recimo našo stolnico prilagodili temu, da smo postavili od 1,5 metra do 2 metra, nismo zdaj z metrom točno šli, stole narazen, ampak še vedno, ker je pač, hvala Bogu, cerkev velika, 115 ljudi, kamot sedi, z dovolj varno razdaljo potem zračimo, tako da nismo delali razlik. Tudi mi je pa všeč tisto, kar vidim zdaj prva 2 dni, včeraj je bilo pa danes smo že, da so pa ljudje tako dovolj samokritični, ne, vidiš. Nekdo mi je ena gospa rekla, jaz ne morem z masko, ne, in zato vsaj nekaj časa še ne bom. In sem rekel, hvala Bogu, da ste sposobni to videti. Ali pa nekdo, ki je rizično bolan, da je sposoben reči, ni še čas za mene. Ne. Prav za vse pa bo prišel čas, ko bo nevarnost okužbe mimo in bo tudi duhovno in versko življenje v polnem razmahu. Toliko iz terena. Ne pozabite, da smo za svoje zdravje in preprečitev okužbe ter posledično tudi za zdravje drugih odgovorni sami. Zato upoštevajte vsa navodila, razkožujte in umivajte si roke ter uporabljajte masko, kjer je to potrebno. Podrobnosti o dogajanju in o vsem drugem pa lahko spremljate na naših portalih mbreport.si in lokalec.si. Ostanite zdravi in lep preostanek večera. Nasvidenje.